prevoda prve knjige, pa imeli so takrat in na Jokerjevem forumu in mislim, da se je Prizma, da je takrat tudi obstajala že ta nekaj let živeče društvo slovensko za fantasy pa znanstveno fantastiko in smo z njimi debatirali tako o raznih prevodnih možnostih. In je na koncu potem nekako prišlo tako, da smo potegnili črto nekje pri osebnih imenih. Se pravi, da so osebna imena in priimki ostajali v izvirniku, zato ker so bili večinoma že toliko zakriti, ravno ne, če gre s tem Jakovom, ali s čimerkoli, da pač bi bilo nesmiselno prevajati, se pa prevajali vzdevke, se pravi vse, kar ni ravno neki rodno ime, se pravi, ko nekoga dobi ime zaradi neke lastnosti, ne, in ga tako kličajo, in pa tudi zemljepisna imena, ker konec koncev gre za izmišljen svet in smo si to lahko privoščali. Sicer je jasno, vsaka neka ta, se mi zdi, prevodna strategija, ki jo vzameš, ima svoje pluse, svoje minuse. Tukaj se jasno potem, pa smo se zavedali, da se bo zgodilo, da potem zaradi tega, ker vse kraje prevaja, da kdaj ne bo pač te dvojnosti, kjer imamo, ne vem, to rodbino iz tega kraja, ne, kjer je pač oboje isto, ampak da bo pač priimk v angleški kraj pa je poslovenjen. Se pravi, tukaj so neke te mogoče ne konsistence, ampak smo pa potem vsaj konsistentni v nekonsistencah. Tako da to je bilo, je pa seveda tudi kako kakšne stvari prevajati. Ena od tistih stvari, definitivno, ki bi si jo želel, da bi jo mogoče vedel prej, kar vem zdaj, je se pravi. Mislim, da bo kar kolega zdaj prevzel namest mene, tukaj le gor, tako je Hodor, ker pač tukaj ni nihče vedel, do nadaljevanke, iz česa je ta Hodor sestavljen, medtem ko pa mogoče je pa zanimivost, vi ste, kakor to vem, zdaj ne točno za kjer ime je bilo, ampak ni bilo tako, da so ljudje za en lik, pa ne vem, oni 5. 6. knjigi, da so glede na prevode v različne jezike, da so pogruntali, pa ne na Persilsa ali pa kom, da so nekaj bila ta fora, da so iz različnih prevodov v različne jezike, da so pogruntali, zdaj, kaj je pa ozadje nekega lika. Pri Potterju je bilo to, ne pa zdaj točen za kjerga. A to veš? Slaba. Ne bo čim... Aha, za brata od Siriusa. Iz prevodov so pogruntali, na kakšen način? Preden so bili prevodi sploh zunaj, ali kaj? Začetnice so bile, ja. No, ampak ne, to niso iz prevodov pogruntali, to so pogruntali iz tega, ker je na tisti tapiseriji v hiši od Blekov bilo to ime zapisano in so rekli, lej, tam ima 3 imena in so iste začetnice. To ni bilo, to ni bilo. Nekaj vem, da je bilo, da so tako po prevodih malo tudi. Veš, naj bi iz prevedenega imena v bistvu, če je že preveden pravzaprav človek, če ni prevod čisto pogruntov, kaj ne bi to imel. Iz enega prevoda bi bilo kar dosti. Ni treba študije narediti ponavadi. Ne, mislim, da se sem že pozabil, ko ime, ampak ta brat, da so na podlagi te tapiserije pogruntali. Pa kaj pa pri Hodorju? Ja, Hodor je, on je tudi pač, njegovo ime je pač ta fraza, ki jo stalno izgovarja, Hodor. On govori, to je edina beseda, ki izgovori Hodor in nihče ne ve, zakaj to izgovarja, tudi pravzaprav ta stara pesmenja. Njemu je bilo drugače ime, mogoče celo Brandon ali neki tazve, ampak sem Ben ne spomne več, ker ga vsi sam še Hodor kličajo zaradi tega. Potem se izkaže, da je okrajšava iz Hold the Door. Ker imaš neko časovno popotovanje, potem, ko se Bran Vanga varga, pa v nadaljevanki se je to pa razvedlo, da dejansko je ta Hodor iz neke, pač Doktor Who variantica. To je problem moderne fantazije, skratka, zelo zakomplicirana je in težko je razložiti karkoli, ker to moraš res noter pasti. Pri tem imenu in potem, recimo, je zdaj to, kako bomo, in takrat vem, ko so tudi s prevajalko TV serije, so potem debatirala, pa kako in je ona, sem tudi jaz bi rekel, pač ne vem, neki bomo, mislim, da je bilo pol hodi, pa še neki, pa duri, in da smo ne hodi, drži duri, ali kako, da se pa to nekaj manj, ker ga tudi malo prevzela, mislim, da pa po hrvaškem prevodu, ki je takrat nastal za serijo, ampak so kakšne te stvari, ki bi mogoče pač rad vedel, da bi jih, ali pa
Ne vem, da je bil zelo, sem se dal z njim imenom, tam se je na koncu sicer vedel v drugem delu, ko oče od Caitlin, ki je že tam na Hira, ne, na smrtni posteli, ki neko ime, pravzaprav kaj kao Roža, pa ugotovi, mislijo, da je ime, pa se ugotovi, da je Roža za nek čaj, za splav, pa to ne. Kakšne imaš srečo, da izveš, ne, kakšne pa ti uidejo, ne, ker nekdo še ni napisal nečesa. In potem si izpostavljen, vidva pravzaprav, verjetno sta doživela, vsi pogrešamo prevajalsko kritiko, ne? Vidva sta je bila deležna takšnih in drugačnih komentarjev, pozitivnih, samih pozitivnih, raznih debat, diplomskih nalog, magistrskih nalog, mi pa sta verjetno teoretično najbolj obdelana prevajalca v Sloveniji. In to ni kar tako. A je težko, Jakob, čakaj, da te vprašam, a se je težko soočati z vsakim človekom, ki ima 5 minut časa in ti razloži, da on bi pa čisto drugače eno stvar naredil? Jaz sem tak nedostopen človek. Jaz moram reči, da s tem niti nimam pretiranih težav. Kdaj naletiš na kakšnega bolj akademskega človeka, ki ti želi povedati, kje vse si ga stral, ne, to sigurno. Kdaj naletiš na kakšnega čisto majhnega otroka, ki te ostal na enem konzorciju in ti pove, kaj si ga polomil na kakšni strani, to sigurno, to so take najbolj, ko bi rekel, prisrčni dogodki, ne, ki si jih res želiš v življenju. Kdaj imaš kakšno izdajo Potterja, ki je cel poglavje zadaj posvečen temu, ki je vse si ga sral, ne. To si sploh želiš, to je tiste, ki razumeš, zakaj so oni škofi pokupovali, ne vem, kjer je zbirke že in jih na gramadi zažigali. Ampak, lej, to moram povedati, koliko se stvari obračajo. Zadnjič, ki je bil ta PST, ne, gremo okrog Ljubljane in kaj se mi zgodi. Evo. Natanko tako priteče nek človek blaznega pogleda. Res, ko oči se mu manično svetijo in se domala zaleti vame in reče, a imaš kakšen kos kruha zame? Skratka, nek gospod je prosil kruha. Moja žena, ki malo hitreje potegne kot meni, je hitro stopila v mest in dejala, pojdi brž raje, sicer boš dobil še kaj drugega kot kos kruha. Skratka, no. A govorimo o ljubitelju besedne zveze Zavojite stolbe? Zna biti, ne vem učiti, čemu kruha, ampak tako je, pač stvari se lepo obrača, meni se ni bilo storilo, kar se tega tiče, drugače pa kaj jaz vem, milo se ti stori tudi, ko srečaš koga, ko ti reče, koliko je fajn, ne? To je zmeraj lepo slišati, čeprav mogoče si to, ko si rečeš, takrat ne zaslužiš te glavne pohvale. Ljudje, to sem hotel prereči, ta sodoben fantasy, v katerem skozi zdaj govorimo, je narejen tako, da zaradi tega je obremenjujoč za prevajalca, ker je narejen tako, da moraš noter padati, ne? Jaz občudujem tebe, ker ja, ti si to zelo na easy, to očitno počneš vmes milijon drugih stvari, a ne? No, pač jaz to ne morem, ne? Zaradi tega sem tudi točen in tako naprej, ker to zdaj crta do tega in jaz sem noter vtisnen in to je izčrpujoče. In, za bralca, no, to, kar smo prej, veš, ko si nek hodor, pa to je ful vse zakomplicirano razložiti, ker je ta kompleksnost, je to krasno, je to pač ja, nek pobeg lahko, ali žur, ali karkoli, za prevajalce pa to naporen. No. Mislim, po mojih izkušnjah sigurno bolj naporen, kot pa ne samo krajše stvari. To je tako, da je dolgo božja matera, ne, to se ne neha, pa ne neha. In pol, ta je zdaj nehal, ali bo še malo? Zdaj trenutno novembra pride The Fire and Blood, prvi del novih kronik Targaryenske rodbine. There we go. Svojih 1000 strani besedila, potem pride končno nekoč Zimske sapice, bomo videli. In pa potem še drugi del Fire and Blood in pa mogoče še končno bo The Dream of Spring. Jaz sem moji avtorci na smrt hvaležen, da se je da je isto stvar... Jaz sem se ustavljal se po 7 knjigah, moj še pa 7 knjig. Ni se čisto ustavlja, ampak zdaj piše krajše forme, scenarij, dramska igra, tako da
da je obvladljivo, a ne, mislim, da dejansko to je tako olajšanje, res je, ne, jaz moram reči, da ne vem, če bi se še enkrat zdaj lotil nekaj tako gigantskega, pa je bil Potter, pa je bil Pullman, pa še v Nicholson, pa ne vem kaj in je, enostavno preveč, no to je tako kot na popa, veš, ker sem jaz sem tudi malo maničen človek, ne, jaz sem tam vsak mesec naredil tistih 5000 titlov, ne, po možnosti tako direkt sploh, pač nisem si tekste razporedil najprej, ja to ne vejo, ne, včasih kako je to laufa. Bil je tudi podnaslovni prevajalec. Ne zato, da sem bil podnaslovni, ampak danes to vidim laufa čist drugače. Zelo drugače, ja. Danes ti tek že razporedijo. Ja, ampak to ni ne vem kako dober, se mi zdi. Ne, mislim, je pa drive, če imaš ti nerazdelan tekst, ko ti z miško poslušaš, vnašaš, narediš 10 titlov takole, vnašaš, pa greš pa nazaj, ne poslušaš še enkrat, nič, ampak samo 10 titlov takole preverjaš, po spominu in greš dalje. A to si delal? Tako sem jaz nekaj časa prevajal zaradi tega, ker sem rekel, yes, veš, mislim, to je pa jaz zaston način, da se ga zadaneš. Ja. Na konci ti počem, ne? Zanimiv. Ampak, ne vem, pa sem dobro naredila, da sem te prepeljala. Jaz sem imel za zadevati to tisto, kar si po 12 uri, pa po, ne vem, a veš, ker si na nekih 25,000 znakih v dnevu, ne? In kalaupa, najboljša stvar, ki se ti zgodi, je to, da ti pogledaš stavk in imaš, ne vem, ali imaš not neko frazo, za nek termin, ki bi ga mogel preveriti, ali neka stvar, ki ti ne laufa čez oziroma in ti reče, ne bom gledal, greš po feelingu delati, oziroma pa tudi že pravzaprav te neke stvari, ne samo da ne prebereš, ampak že vnaprej tako točno veš, kaj bo prišlo, zato ker ti v nek potegne in se v nekem tem, se mislim, da si temu rekel in svojemu delu, ta nek ta prevajalski trans, ta zamaknjenost, ki se ti zgodi, ker si eno z besedilom. Ne, ampak leš, tisti je fajn, slabo je pa to, ko pride tvoj lastni otrok mim in mu ti rečeš, kaj pa ti kle, Harry? In se resno vprašaš, zakaj ni v shrambi pod stopnicami? Ne, se to ne, dajte meni se mogoče, če smo pri teh izventelesnih doživetjih, meni se je to zgodil, pri Martinu ne, pa imamo smrti, pa vse, ok, sem ene dvakrat, se me je malo ganilo, da se kakšno solzico mečkam tako v kotu očesa, tam, ki nosijo Daenerys po rokah, ki si zahvaljujejo za svobodo te služnje. Meni se je zgodil to Krive so zvezde, pa sorry, spoilerji, je stara knjiga, ko en od likov umre, teh glavnih, tam nek na 3/4 knjige in imaš čisto kliničen stavek, pač ta in ta oseba je umrla 4 dni po tem dogodku. Tako se začne. In meni se je zgodil, ker sem ti stavek prevedel, je meni toliko zabil dol, da nisem bil tisti dan sposoben več prevajati. In sem pri tem, ne da je to tema knjige, da ljudje v knjigi niso nikoli živeli. Jaz sem se zavedal, teh ljudi nikoli ni bilo. To so ideje, ki jih je pač John Green imel, jih je zapisal, dal na papir, ampak jaz sem bil toliko vpet v te like, da sem v tistem trenutku začel sam sebi očitati, zakaj sem prevedel ta stavek, ker če jaz ne bi prevedel tega stavka, bi bil ta človek še živ. Koliko časa si pa bil buden že takrat? Ne, 2 uri sam. Tako dejansko je bilo, ja, ni tako tisti delirij bil ob 3 zjutraj, ker... Ne, ampak ja, prav tako ne... V bistvu rad prevajaš čustvene knjige. Pravzaprav bi zdaj lahko počas Ljubiče začel prevajati, a ne? Moja želja je bila prevajati 50 odtenkov. Predvsem zaradi 2 stvari, ker sem prvič bi me zanimalo, koliko bi lahko jaz to zelo hitro delal, ker seveda slogovno ni ravno. In pa kot drugo, hashtag knjižnično nadomestilo. I know. Ampak dobro, 50 odtenkov ti je očitno ušlo, ampak je bilo pa potem 50 odtenkov njive na to temo, ne? Očitno je trilogija na te pustila velik vtis, ne? Zelo velik, skrtazga, ka pehar suhih hrušk. Jaz sem se pa spravil ravno to, pač sem hotel narediti neko parodijo. Jaz sem prebral 3 poglavja in sem bil pa vesel, da mi niso dali za prebrati, ker sem videl, da ni, ker jaz sem se pa tam začel, po 3. poglavju sem se začel dreti na te vidike, kako so lahko inkonsistentni že po 15 straneh in se nas spomnijo zadev, ki so jih pred 2 stranema povedali in ne vem, mislim, da bi zblaznil. Srečo sem imel, da sem imel na Kindlu to, kar če ne bi skozi avtom letel.
Kaj pa ti? A si ti kakšen ta životec, trgajoči roman prevedel? Ne, je pa prevajala moja žena, enkrat zaučila. Čakalo že šanghajske orhideje. Ja, to je pa o teh, mislim, da prostitutkah, primoranih, ne, in tisti je bilo zelo sočen. Sam ni pretirano živalo, no, ker je bilo... Nisem več, ne, a so bile orhideje ali so bile lilije, ker kakor se jaz spomnim, je bil izraz za to Šanghaj lili. Ampak dobro, očitno je bila pretresljiva ljubezenska zgodba, osamljene, ne. To so bile te neke uboge reve, ki so jih tam za japonsko vojsko pol nakrog plačali, pa še ne vem kaj vse jih je, zato da tako, ne vem, na konc tisti, ki preživijo, pa pol v Hirošimi bombo na nje vržejo. Te sorte zelo mučna in pol, mislim, da ti se spomnim tega opisa v peklin na njenih dojkah, pa tak, mislim, tako pač, ko bi rekel, ta sadomazo literatura, da to. Ampak se to je tudi nekaj tazga, ne? Ja, nekaj tazga. Ne vem, kad nisem prišel do tja. To je zelo podoben kot v filmu, ali... Ne vem, kad tudi filma nisem gledal. Film sploh ni bil slab tako, mislim, lej, dobro, ajde. Čakaj, ti človek, ki na Facebooku za vsak film, ki bi rekel, ki nima 99% na Rotten Tomatoes, rečeš, krep, ti rečeš 50 odtenkov nive, pa ni bil tako slab film, kaj? 50 odtenkov, a veš kaj? Ne, nive, sive. Tukaj so grdo govorili o tem, sem rekel, da gre zdaj jaz tole pogledati, mislim, da jim je, predvsem glede na tvar, ki slišim, da je res bolj krep, ne, da jim je uspel pravzaprav dosti skupaj spraviti, pa nič kaj posebenega v končni fazi, no, ampak ne, jaz sem drugače rad filma, recimo, tega, ki so ga tudi take, ki so ga prav pljuvali letos polet, so vsi pravi moški slovenski zbrali tako v rinček lani polet in začeli pljuvati v Dunkirk, da sem rekel, prav to moram jaz videti. In je lušten film, ubogi fantje, tam jih v vodo mečejo in tako naprej, ne, zmrzujejo. Krasen film, pravzaprav. Pri čemer se je pokazalo, ti pravi moški slovenski, veš kaj je rekel? Jaz sploh ne razumem, kaj se tam dogaja. To je tvoj problem, ne? Pravi moški. Veš, 4 z različno hitrosti, ali 3 z različno hitrosti, ali si gledal film? Ne, se ti ne splača, veš, je fajn film. Pač imaš mornarico, imaš pehoto, imaš aviacijo, ne? In seveda gre vsaka svojo hitrost, no? In seveda tudi pripovedni tok, pol poteka svoje, na konc pa skupaj pridejo v to katarktično, tisto Churchillovo, ne, bivše Divine Island, ne? In je dober film, no, ampak so se vsi, ne to sede, ni nujno, da je to zdaj, ne vem, pogovoriti se morava o Kevinu, ali kaj pa če že ravno priznanja ne dajemo s temi pravi, da dejansko sem pa krat miratal prevesti, ker sem neki kolegici, dobri prijateljci, ki je prevajala za neko založbo, bolj obskurno, gorensko, te kurje dušce, ali kurje župce za dušce, ne vem kakšne. Ne, to je velika uspešnica. Ampak to je se pravi tudi... Kurja juhica za dušo. Za najstniško dušo, pa za ne vem, romantično dušo. V glavnem, in je morala, itak so jo nategovali z denarjem, pa se pa morala še pa nekaj imeti in mi rekla, da bi ti prevedel neke 2-3 zgodbe, ker so mi ostale, pač, ko mi da bo znesel, da bom ujela rok, ker sem rekel, okej, bom, ne. In tako da, nisem sicer podpisan, sem rekel, ampak v glavnem, prevajal sem Basil Luhrmanna, da je treba se namazati proti soncu. To pa je veličastno. Zdaj pa povejte, ker se bližamo, ste videli, ne? Prevajalci so lahko tudi zelo zanimivi ljudje. To je zdaj tako rekla, da so oni najbolj dolgočasna banda učilenci. Oni so zabavni, bodite taki. Ja, to si želimo. Povejte, zdaj pa, recimo, če gremo iz teh vajnih veledel naprej. Jako, ti si napisal tudi knjigo o fantazijski literaturi. Kako se ti je pa zdelo napisati eno tako znanstveno delo, pravzaprav o področju fantazije? Kaj prav? Veš kaj, čisto iskreno, jaz sem to bil take-two na temu doktorskem študiju, ker na prvem nekako mi šlo skozi, ker sem pač 2 profesorja se niste imeli najraje.
moj mentor in še neki drug profesor, no. Razen tega seveda, da pač sem jaz, no se ni važno, pustimo, to je bil tek to. In jaz sem si rekel, zakaj pa ne, glede na to, da v bistvu imam pravzaprav zdaj se sam za dol usest, pa napisati to, kar jaz itak vse vem, a ne. In potem sem se usedel in gotovo, da nimam pojma in da bom jaz zdaj pol leta, če bom hotel to skozi spraviti veselo, pač si moral vzeti čas, pa še enkrat jeti pač marsikaj skozi in še enkrat prebrati in tako naprej, ampak v končni fazi, ja, no, lej, to je tist, prevajalec sigurno mora vedeti, kaj počne, ker brez tega ne gre. Mislim, da se je raven pri temu Harryju poznal, pa ne, da hoče biti spet zloben do tega človeka, kako v bistvu reveč, no, da pač ni vedel, kaj počne in je pač se lotil nečesa, ker po literarni plati ni bil stvari kos, no, ni vedel, kaj dela. In pol je bil pač rezultat, kar še ne bil. In takih rezultatov je dosti. In to, kar recimo pri Boštjanu prebereš, ni vse o tem, da imaš ne vem kakšen diplom in tako naprej, on ve, kaj dela, ne vem odkrit, ampak pač ve, okej. Ne, ker pač jaz imam zmeraj to, Ker sem bil majhen, sem padel v škatlo slovarji. Evo, to je mogoče, zdaj mu ne smete dačeno, ne. Švohotno se počuti, bo rekel, ne. Ja, tako je, Berger, ja. No, skratka, ne, jaz sem to potrebo, da to pol razumem, čist na enem takem, ko bi rekel, akademskem nivoju in sem to na akademskem nivoju razumem, na nek način bo treba sam zapisati sam, ja, prej se bo treba dobro sesti pa skupaj spraviti, kaj jaz to vem, a ne. Ker je pa to zapisati je pa spet svoja zgodba. Tako da, tisto, kar sem jaz zapisal in si moral vzeti po leta za to, da sem vedel, kako napisati, v bistvu bi vsak prevajalec nečesa tazga, ne, mora vedeti, ne. Moraš vedeti, s čim se ukvarjaš, kaj delaš in Bog obvari, zaradi tega se jaz nikoli ne bom lotil prevajati, ne vem, navodil za neko škatlo tam, ki jo v UKC-ju uporabljajo. Ker mislim, da je bila posledice bile strašne. Najbrž bi na napačen konc komu kaj utaknili. Ker meni se zdi, to se mi, malo sem pelala vodo na mlin znanja. V bistvu to, kar skušate povedati, ni vse v občutku in ni vse v talentu. Pravzaprav je treba veliko prebrati, veliko vedeti, ogromno brati sicer, da si sposoben se take zadeve lotiti. Ampak Boštjan, a je tebi kaj manjkalo, v bistvu obem, pravzaprav vsem nam, a nam manjkajo priročniki, pa ne priročniki za prevajanje, ampak priročniki recimo, ki bi se ukvarjali s sociolekti, ideolekti, mogoče s kakšnimi praktičnimi nasveti, kako se lotimo zadeve, če se take stvari lotimo, kako jo rešujemo, če se drugače. Kaj praviš, Boštjan? Ja, jaz bi si najprej želel, da se porihtajo pravzaprav neki ti elektronski viri jezikovni v slovenščini, ne, kar se je nekako približen zdaj, kar se tiče dvojezičnih slovarjev, ne vem sicer točno, kako je zdaj ta slovar, Oxforda, ampak vem, da takrat, ko je vam prišlo, si moral ti knjigo kupiti, če si hotel dobiti dostop do elektronske verzije, ne, in ampak sem tudi to naredil, ne vem, tisti priliki, zdaj imamo vsaj, kar se tiče neki, ne vem, bi rekel za, pa se to, ja, to da študirate in to poznate, pač imamo vsaj slovensko, pa te stare stvari gor od Pleteršnika, ne, se tudi recimo za ta prvega Martina sem še hodil, takrat sploh še nismo imeli Pleteršnika v tej ponovni izdaji in sem imel sam te originale, si imel po knjižnicah, v čitalnicah in sploh nisi smel ven nositi, ne, in sem potem hodil kaj na slepo brskal po knjigi, čem kakšne take fine besede najdu, ki jih še ne poznam. In ne pa zdaj, kad nemško besedo noto pišeš, pa vidiš, ne, kaj ti bo ven vrgal. Predvsem to se pravi, mislim, da pač kar neka oblika tezaura, ne, se pravi sinonimo in mislim, da pravzaprav, če bomo s tem, tega se zdaj sicer to, aj trojina, kjer ga delajo, pač to, kaj te, ki imajo, ne, zdaj tata, no, se ga sicer majhno že sprobaval, nisem, odkar je vzem, še nisem tako, da bi prav se lotil nekega daljšega prevoda, da bi ga tudi tako uporabljal, ampak se mi zdi, da dejansko tukaj so te stvari, se pravi, kaj hrama, zelo neki tezauri, kjer pa bo ravno to, ta neka potem zvrstna raznolikost jezika tudi označena noter, ne, da se skozi to pravzaprav, da ti lahko iščeš, da iščeš oziroma besede, ne, in dobivaš ven. Pa to je tukaj še tak frazeološki, ne, slovar, pa to bi bilo zelo fino. Za prevajalce fenomenalno, ne. To bi bilo super, pa seveda poslušati, ker ne vem, jaz
se je, ja, pač, da imaš občutek za jezik, občutek za tisto književnost, ki jo delaš, da veš, znaš nekako potem ponotraniti pisateljev slog, ampak meni se zdi, ne vem, da mi je zelo to, kar sem jaz sicer pač na angleščini poslušal, da so mi določene stvari sploh pri prepoznavanju besedila, potem ne vem, so mi določene neke slovnične stvari zelo prav hodile, da, ne vem, mogoče čistko, da dejansko, ko ti neko dolgo klobaso pogledaš, da imaš zelo, da jo na hitro znaš razstaviti in razčleniti, kako se jo potem polotaš. Zdaj, če zaključimo počasi, ker vidim, da že čakajo za naslednji nastop, pretirana samozavest pri prevajalcih je verjetno tisto, kar nas vse spravlja v obup včasih, kaj ne da. A se vam zdi mogoče, da starejši, ko smo, več, ko smo naredili, večjo distanco imamo do sebe in bolj znamo biti kritični do svojega dela? Jakob, kaj bi rekel? Ja, absolutno. Bolj picajzno strataš, ne? Ne vem, veš kako je, ko začneš delati, ta prva stvar, ki sem jaz delal, bila ena drama, komedija. To sem si izbral, ko biste se lotili česarkoli literarnega, 5krat pomislite, kaj si boste. Sigurno je važen, da si vzameš nekaj, kar ti je všeč. Ok, zaradi tega, ker mi je to toliko všeč, sem stvar speljal do konca. Ampak to je bilo tako težko, zaradi tega, ker pač to je bila bulvarka in ti čutiš, da mora delati TikTok, ker drugače to si navaš izkosi, to se treba zmisliti in tako naprej. Kratko in sladko, ampak to bo, ne vem, jaz sem tisti delal par mesecev. Tistih ne vem koliko, vse še kratek tekst, če v bistvu, ne? Kaj to, 50 strani, ništa. Pol pa seveda ti zleti iz laufa in ja, tisti je najbolj nevarno obdobje, bi rekel, ne? Ker dobiš to rutino, vse tisti tipično, ne? Tako kot, ne vem, kakšen, kaj pa jaz vem, se naučim opet voziti, ne? Ne ve čist, kako tole gre, previden, po počasi, itak, zdaj pa makina med mojimi nogami, to rine pa vsot, lej, čao, bejba, pa to, ne? In tu se zgodi kaj, pač glavo eno smer, komovcu drugo, ne? Pol pa, kaj neparkrat takole padeš, ne? Pa ne umreš ravno, ne? Pol pa postaneš malo bolj previden občutek, pa mogoče celo malo preveč. Zdaj to stvar, ki sem jaz na zadnjo recimo delal, ne? In jo zelo toplo priporočam, če še niste imela od Kate DiCamillo. A si brala, kaj? Ja. Wow, Ker mi jo nisi podaril, Jakob. A res ne? Ja. Svinje. Skratka, kaj že, čudežno potovanje Edra Zatulena, kaj 5,5, mislim, da sem jih drgnil en mesec in pol, ne? Kaj je pa že malo pretiran, ampak sem si vzel čas za tega zajca pa vse, ne? Ja, to je tak poskusrčen zajec, ne? In pol jih faševo, ne? Tako kot sem spodobal, ja, skratka, no, to je moj take na to. Ja, jaz mislim, da še v tej fazi padanja z mopedom. Jaz sem imel srečo, da kdaj, jaz sem imel, mogoče ravno to, ja, neke dve stvari sem imel, ker sem se jih malo preveč lahkotno vzel neka dva krajša projekta, kjer sem imel potem izredno srečo, da sem imel strogi urednici ob sebi, ki sta znali pogledati, se pravi, da ni bilo to eno od onih založb, ki vzamejo besedilo, pa ga direkt natisnejo, mogoče dajo nekomu, da mogoče glih poravna levo-desno, da ni pa, če slučajno kje kakšna vejca, da jo kdo opaz, da jo da noter, ampak da dejansko potem smo zelo secirali, oddano besedilo in pa si rečeš mogoče res, ja, da tudi če zamujaš, da je mogoče vse bolj še par dni dodatno zamuditi, čist zaradi tega, da greš še enkrat ali pa dvakrat čez stvar, da jo popeglaš še majhen bolj, ker sploh problem pri teh daljših je to branje za sabo, ker jaz vem, da pri Martinu, kadar se ga lotam pač takrat, ko je, potem po kosih berem, se pravi, ko imam nekaj že prevede, pa grem enkrat še čez, pa pol drug kos, pa in potem se zgodi, da ko imaš pa na koncu vseh tistih, se pravi, mislim, da pri Plesu zmaj je bilo to 2.250.000 znakov s presledki, pa kad ti spogledaš, pa rečeš, a bi šel zdaj še enkrat tole čez? Se rečem, vse bo lektor so pogledala.
Te moram tudi reči, da z Martinom imam sploh za zadnje 3-4 projekte, ki smo jih delali, se pravi, mislim, da zadnje 2 romana, pa pol ta svet, pa kratke zgodbe, pa to super sodelovanje. No, tako da je tudi mogoče, pa če se loteš literature, je zelo fino, da potem, ko imaš že nekaj kilometrine, oziroma ko sodeluješ že z nekaj lektorji, pa navadno tudi vidiš, s katerim zelo dobro funkcioniraš, kdo ti zna pač dopolnjevati te mogoče na kakšnem področju, ki si malo bolj šibek, oziroma ve, na katerih stvareh lahko še daje kakšne predloge, ne, in se potem se kar zgodi, da če imaš priložnost, da rečeš, jaz bi pa ne s to in to osebo delal. In je, kar je pa svoje tudi pol fino, da ni treba, sploh pri takih dolgih projektih, da ni treba, da ni še lektor tisti, ki se mora vsakič, ne, nov lektori se mora nove te terminologije učiti in iskati in zakaj, ker je to pa tudi za njega toliko in toliko več dela. Tako, ura je 7, mi moramo končati. Najlepša hvala, da ste se udeležila. Vem, da sta oba zaposlena in da je bilo tole žrtev, ampak jaz mislim, da smo bili vsi presrečni, da smo vaju videli. Predlagam, da če imate kakšno vprašanje, bomo mogoče tamle malo postali, tako da lahko s programom nadaljujemo. In gosta moja, hvala še enkrat. Agradeço.